Ok, da na hitro ponovimo od zadnjič, a mi zna kdo razložiti, kaj so plasti? Plasti, to so v bistvu te layerji, ne? Imamo, naprimer, na enem layerju imamo eno plast, potem drug layer je druga plast, in vsako plast posebej lahko v bistvu obdelujemo, brez da bi poškodovali spodnjo plast. Točno, super. Zdaj, danes bomo pogledali nekaj novih orodij, recimo kako brskati in izbirati datoteke, ampak zdaj tako čist za začetek bi ene par takih zanimivih kratkih orodij še pokazal. In sicer imamo zdaj vsi vajo 8 odprto. Imamo? Imamo. Okay. Zdaj, dajte samo pogledati, da imate izbrano to prvo plast, čisto zgornjo barvna korekcija. Zdaj, na projektorju se sicer ne vidi zelo močno, ampak ta fotografija je recimo blazno modra. Ne? Velikokrat se zgodi, da če recimo fotoaparat ima neko avtomatiko, kjer poskusi to barvno toploto ugotoviti in če recimo kiksne, imamo preveč rumene, preveč modre fotografije in to lahko v Photoshopu zelo enostavno rešimo. Zdaj, dokler ne pridemo do adjustment layerjev, bom pokazal destruktivno rešitev za to in sicer, če gremo v image, adjustments in pa levels, se nam bo odprl en tak grozen dialog, do katerega bomo danes še prišli, ampak če izberemo zdaj tole kapalko na sredini, tole sivo kapalko na sredini in če si premaknemo ta dialog malenkost stran, toliko, da vidimo fotografijo, lahko definiramo tako imenovano sivo točko, torej nevtralno sivo na fotografiji. In preprosto zdaj poskusim kamorkoli na to sivo ozadje klikniti in kamorkoli zdaj jaz v bistvu v tem dokumentu kliknem, bo on poskusil nastaviti to kot nevtralno sivo. Ne? In recimo, da na katerikoli od teh točk lahko zdaj zelo enostavno, zelo hitro naredimo barvno korekcijo, če se je fotoaparat kakorkoli zmotil, ne? Ali pa če smo imeli manualno nastavljeno barvno toploto. Ja? Tako, ne? Kaj pa to določim neko... To zaenkrat še čisto nič. Ko bomo prišli v dialog od... Ne, ti v bistvu definiraš na fotografiji, kaj je siva, ne? In glede na to bo on v bistvu popravil vso barvo na sami fotografiji. Kako se reče temu, čemu oprožate, kaj je to korekcija, barvna korekcija? Barvna korekcija je to načeloma, ne? To je white balance correction. Prav, če imaš še stare fotografije, ki so vse rumene. Tako, ne. Če je recimo fotografija pač toliko pa toliko porumenila, lahko, zdaj pač odvisno, koliko je kvaliteten skener, ne. Zato, ker pač pri porumeneli fotki se vendarle potem zgubijo neki podatki, ne. Kar pošteno, ja. Ampak je zanimiv, bolj, ko na sivo klikam, bolj je rumenkasta. Bolj, ko na belo klikne, bolj je modrikasta nazaj. Ja, zato, ker ti vsakič sproti definiraš, kaj je siva, ne? Kaj je neutralna siva. Se pravi, tisto, kar je neutralna siva na eni točki, je lahko neutralna siva na drugi točki kasneje, ne? Ok, pa skrijemo zdaj tole prvo plast, takole, da kliknemo tlele na uček in izberemo naslednjo plast, piran. Ja? Tlele imamo načeloma zdaj isti problem. Ta fotografija je izredno modra, ne? Preveč modra. In kako zdaj to rešiti? Pardon. Reci. To potem shranimo, tako? Ne rabiš shranjevati. Sem da vem, kako se dela. Ja. Gremo enako v image,
Samo da jaz dobim meni to pravi, image adjustments in levels. In zdaj, Meni ga ne odpre. Ja, ne, se v redu, bomo. Nimaš včezano, ja. tako, evo. Nimaš Na skriti plasti ne moreš izvajati kakršnih koli, tudi risati ne moreš, lahko jo sicer premikaš, ne moreš pa pač kakšen adjustment delati. Tako, ne. Ok, se pravi tukaj, zdaj lahko rečemo, ok, ne, ogromno nekih hiš je sivih, recimo potem tla oziroma beton je recimo siv in lahko kliknemo takoj na eno izmed sivih površin in ne, barve so se vrnile v neko kolikor toliko naravno obliko. Tako, mislim, ne rabiš zdaj skranjevati datoteke, ampak samo pač zapreš ta pogovorno okno. Bomo še zravnali tale... Ja, to pa ne bomo nekaj drugega naredili. V tej fotki imamo zdaj en drug problemček, ne? In sicer, da je bila ta fotka na neki točki obrnjena, ne? In imamo tukajle zdaj neko površino, ki ni fotografija, ne? Lahko bi to reševali na dva načina, ne? En način bi bil, da pač začnemo porezovati od te točke in potem do te točke in zgubimo nek prostor na fotografiji. Ampak Photoshop nam omogoči tudi eno drugo metodo. In sicer se tej metodi reče Content Aware. Gre za ene sorte, ne vem, pameten algoritem, ki analizira fotografijo in glede na vsebino fotografije poskuša zapolniti neko stvar. Pa dajmo probati. Jaz bom zdaj izbral tukajle polygonal lasso, se pravi črka L in če držite z miškinim gumbom, da dobite drugo ikono po vrsti, torej tale polygonal lasso. Imamo vsi? Ok. Pa bom jaz samo enkrat zoomiral ven za Ctrl minus, toliko, da dobim malenkost več površine. In zdaj bom šel klikati. Klik, 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 klik. Zato, da obkrožim to, kar je v dokumentu belo. Zdaj, mičken bom še fotografije zraven, glih toliko, da bele ne ostane nič zraven več. Klikneš na začetek. Če boš se z miško premaknila čez začetek, se ti bo kurzor malenkost spremenil in bo en krogec spodaj desno, en majhen krogec. Ja? Minus sem dala, mislim. Aha, čakaj. To pa je zdaj, tukaj izberi iz Color Dave Normal. Do blend modov še pridemo danes. Kaj pa če hočeš ponoviti še enkrat, ker si malo tako čudno, ker jaz sem tako vidiš? Greš v Select pa Deselect in ponoviš. Tako, in potem sem samo začel klikati okoli te bele, ne? Toliko, da sem... Jaz bi komplet izbrisala vse. Kar daj, Select, Deselect. Jaz si sam. Še enkrat. Select, Deselect. Aha, že, to je samo nekaj, kar... Aha, se pravi, jaz lahko grem še enkrat Tako. ponoviti. Ja? Ne. Zdaj, pri lasu orodjih lahko veste, no, da lahko klikate tudi zunaj dokumenta, ne. Niste omejeni točno na piksle, ki so noter dokumenta. Jaz sem recimo tukaj, če malenkost pozoomiram, no, da boste videli, sem, ne,
sem šel čez, izven dokumenta, ne? To bo pač izbralo absolutno vso belo barvo, ki je v tem. Pa izbere belo in ne črno ozadje, zato ker je tisto definirano kot ozadje. Ja, ne, to je pač, to so samo piksli, on ne razume nič, kaj, on samo ve, da sem jaz nekaj izbral. Ne? Zdaj pa se bo zgodila zanimiva zadevščina. In sicer gremo v meni Edit in imamo tukaj približno na sredini Fill. In tukaj boste izbrali v Contents Content Aware. Fill info. V meniju Edit, A ja, sorry, sem šla. Fill. Tukaj. Ne, jaz sem šla na to. Ne, je v redu. V redu je. Tako. Imaš pa belko. Ja, malenkost drugačno nastavitev malo. Smo vsi? Ja, še mini Edit. In čez nekaj sekund se bo zgodilo nekaj magičnega. Meni ne. A res ne? Le kaj je ratalo meni? Zakaj je ratalo druga plava? Pejdi v Edit, pejdi Fill in tukaj izberi Content Aware. A, to sem. Tako. Kjer je content? Kaj pa od spodaj? V spodje je vse normalno, normal 100% opacity. Ne? Se pravi, kaj je on zdaj naredil? On je analiziral okolje tega dokumenta in nekako predvidel, kaj bi lahko bilo na tej točki v dokumentu. Ne? Naprimer, če pogledate tukaj čisto na levi strani, je celo, ne samo, da je nadaljeval tukaj morje pravilno, ne, ampak je tudi nadaljeval drevesa pravilno. Ne? Mislim pravilno pač. Nekako je predvideval, kaj bi tukaj lahko bilo. Smo vsi? Sam je horizont mal triki. Da malo zamaknem. Content Aware. Tukaj ti manjka še dve niči. Opacity mora biti 100%. Ne? Ne, mislim, zdaj pač veš tukaj 1% vidljivosti je to potem samo, ne. To pomeni, da, ja, ne. Yes. A sem isto naredila napako, da nisem dobro natančno zaujela. Ne, a veš tukaj recimo, ko mi tudi zamakne horizont, a veš pa tako naredi. Ja, zdaj, Malo bila natančno. čim mislim, mož ga dovolj, ne, da nimaš več bele barve, ja, seveda, ja. Ne, točno tukaj. Ja. Zdaj, to ne deluje na vseh tipih fotografije, deluje pač na tipih fotografije, kjer pač je zelo podobno okolje, ne, torej, ne vem, če bi jaz zdaj recimo tukaj le hotel zbrisati tale monitor, ni variante, ne. Medtem ko pač, ne vem, tukaj bi pa šlo, ne, da je recimo na belem ozadju monitor in ga potem poskusim zbrisati. Ok? Mislim, logično bi bilo boljše zato, ker ni neka taka fotografija, da tle kar narediš krop, ne? Ampak če za neko pa res, ki ti pomeni, ne? Ali da je premajhna slika, pa da, ne? Ja. Pa je to idealno, ne? Absolutno. Nima pa teh detajlov. Včasih hočeš zaradi proporca, ne? Ali pa to Ja. je zaradi proporca. Ok, skrite, se pravi plast piran, pa pejmo v select pa deselect, to, da še jaz zgubim svojo selekcijo. Ja? In imamo zdaj vsi isto plast. Ne pozabiti izbrati plasti, zdaj, to je tretja po vrsti. Zakaj moraš to potem vzeti select? Zato, ker je še vedno aktivna selekcija bila pri meni, A ne? je to ekvivalentno kot enter? Ne, to je samo, da zgubiš izbiro v objektu. Ne. Ti lahko pač nekaj izbereš, ne, in ne vem, lahko recimo iz tistega narediš novo plast, ne, ali pa samo tisto pobarvaš, ali pa samo v tistem rišeš. Ne. Pa escape? Tudi ne. Tudi ne. Ne. Vedno select. Mislim, Ctrl-D je ekvivalent temu. Ne. Samo, da selekcijo zgine. Ne. Tako, ne, da selekcijo deaktiviraš, ne, ker bomo zdaj naredili novo selekcijo.
No, v temle dokumentu bomo pa izbrali tole barko na ledu. Lahko uporabljamo enako orodje kot prej, poligonal lasso. Jaz bom malenkost zoomiral noter, tako da lahko vidite, kaj delam. Se pravi pik. Tako, isto orodje kot prej. Grem malenkost čez barko, ujamem večino senčke, ki je od spodaj, in se vrnem okoli. Smo? Ja. Pa pojmo zdajle isto. Edit, fill, content aware in ok. Madre, che pazza! Kako? No, malo je skočil gor tako. Ker nimaš izbrane plasti. A ja, tlejo. Tam je bermudski trikotnik moj za neki zgledal. Sam tole pa fajn, če imaš fotke, pa se ločiš, pa hočeš Ja. Za ločitvene fotke, absolutno. Ali pa izrežeš Leonarda DiCapria, pa se ga daš čez, ne. To je pač še ta druga verzija. Vidiš, kako Ne? Se pravi, on spet je poskusil dobiti podatek in kako se recimo nadaljuje horizont, kako se nadaljujejo oblaki in kako se nadaljuje morje. In iz tega je prišla kolikor toliko uporabna rešitev. Če bi bolj točno, meni je manj horizont dol padel. Ja, sej, Da pa je sklonom Ne. prav. Tam Ja. da je Italija in je neki... To je še vedno pod vprašanjem, veš, Hrvaška, pa ta zdaj, ne, situacija. Zdaj še katerega, tule so malo zakandovcev ocenjuje. Smo? Select. Ok, select, deselect in gremo na naslednjo plast. Tako. Izberemo naslednjo plast. Je enako... Doma tale preklopi z naslednje plasti me, prosim, če kaj jaz ne naliknem. Tule, samo učko zapri. To zaprem. Ja, in potem klikneš na ime. Tako da imaš pač fizično izbrano. Ne? Pobarva se ti tista plast, ki je izbrana. Ne? Pri tebi je za sivo, pri meni je malenkost modrikasto. Ne? Ja? Tudi tukaj lahko recimo bi naredili podobno, če bi želeli. A probamo še enkrat? Dajmo probati nekaj drugega. Kloniraš. Eno ikonco nad čopičem imate Healing Brush Tool, oziroma vse, ki se skriva pod to. Za črko J pridete do te ikonce in spodaj pod Healing Brushem imate Content Aware Move Tool. Pod Healing Brushem imaš na levi strani tole. Ja, drži. Drži. Tako, drži. In Content Aware Move Tool. Zdaj, jasno, če hočeš imeti, ti imaš zdaj dve vrstici. Če hočeš imeti samo eno vrstico, sklikneš tukaj zgoraj levo na tele dve. Tako, ne? Ja, mislim, vržeti jih v eno vrstico, zdaj pač edino, kar je, da so te barve manjše potem, ne? Ker mora malenkost stisniti. Smo? Content Aware Move Tool zdaj deluje na zelo podoben način. In če zdaj jaz začnem izbirati, zdaj na začetku deluje to tako kot normalen lasso. Da pridemo do ekvivalenta Polygonal lasso, držimo tipko Alt, medtem ko klikamo. Ne? Torej, začnem držati tipko Alt in zdaj držim tipko Alt. Ne? In lahko vidite, da imam že prvo možnost in začnem klikati okoli tegale
kandelabra in ga bom tik ob, okay. Daj recimo samo do tele ograje ga izberite, se pravi samo do sem. Ste? Okay. Jaz imam ravne linije. Kako? Jaz imam ravne linije. Ja, vse isto. Ja, nekaj se mi zdelo, kako da imaš krogle. Ne, samo pač celo poklikaj, ne. Zakaj si pa algebra? Zaradi tega, da sem dobil v bistvu ta ekvivalent poligonal, ne. Če začnem vleči za tem orodjem, bo pač, ne, bo risal čez, ne. Enako, kakor če bi klasičen lasu izbral, ne. Ja? Zakaj pa meni ne dela? Okay. Ne, to je drugo orodje. Čakaj, kaj? Ja? Ja? Držiš kontrol na mesto. Držiš. Boš videla v trenutku. Ne, za izbiro ni nobene razlike. Ne? Zdaj, ko bomo začeli premikati, bo razlika. Zdaj pa imamo vsi izbrano to plast, ja? In imamo vsi izbrano tole lučko. Zdaj pa primemo lučko in jo premaknemo sem. In zdaj le spustimo in vse, kar še naredite, je, da kliknete ali pritisnete Enter ali pa pritisnete na tole puščico. Se predstavlja. Tako. In potem jo premakneš. In tam se lepo naredi ograjčka. Tako, ne? Naredil je dve stvari, ne? Tukaj je s content aware napolnil ozadje, ne? In premaknil objekt nekam drugam. Boljša slika je, ker je horizont, mislim, pogled je odprt, ne? Ja, pa tudi kompozicijo bolj slika prej na Samo je pa bolj natančno tole narejeno, ne? Ja, ne, mislim, to pač zdaj gremo samo toliko, da malo na hiter. Bolje naredi iz teh ravnih linij z Alto. Ne, obdrži jih tako, kot so. Aha. Ker nimaš izbrane plasti. Ja, isto kot jaz. Smo? Tako. Ampak mičkino okolje pa tako mogo. Ja, malenkost, ne. Spet je zelo zavisi od tem, kaj je v ozadju, ne. Če je ozadje zelo kompleksno, bo se zelo matral, ne. Medtem ko recimo takole ozadje, ki je zelo podobno, bo stvar. Lahko stisneš, da te križam pa še malo No, to zdaj razumem, kaj moja kolegica naredi na fotki. Ja, malo slek je čudeno okolje, ja. Ja, bi si več misal, ne? Mogla biti bolj natančna. Zelo moraš poveča Zneska. Ja. No, mislim, tako na hitrčko je čisto redo. Zdaj, enako lahko naredimo tukaj, ne. Če recimo označim eno izmed dreves, ne. In ne pozabim izbrati pravo plast, recimo jaz sem zdaj prišel do tega problema, ne? In je tudi kurzor prečrtan krog, ne? Ker imam izbrano plast, ki ni pravilna, ne? Torej izberem pravilno plast in povlečem to drevo sem. Punca je pa Ice Baby. Ne? Smo dobili tukajle ozadje in tukajle premaknemo. Zdaj pa pojmo en korak nazaj. Pojmo edit undo, da se vrnemo nazaj na yes. A je to novo orodje v tej številki, ker iz tega prej nisem poznala, v starejši? Ne v CC215, je pa pač, mislim, da v CC1, mislim, da je. Ja? Kako? Ja? Ja, ne, noče jih Veš kaj, skenslaš v bistvu dialog, ne? Jaz sem naredila nehote Nisi še, zato tega, ker še nisi aktivirala
Od Roma. Tako? Zakaj imam jaz odzadnji še nekaj? Ja, zato ker je pač ta plast ni čez cel dokument, ne? In vidiš spodnjo plast. Ali lahko skopiraš pa jih še več na... Točno tako, to bomo pa zdaj naredili. Zdaj, jaz imam še vedno selekcijo aktivno. Kaj pa če nimaš? Ja, zdaj pa še enkrat pojdi okoli dreveščka. In zdaj bomo tukaj zgoraj v kontekstualnem meniju izbrali Mode. In sicer bomo spremenili iz Move v Extend. Se pravi, prej smo imeli. Ne pa kvadrate popolno. Meni se pa kar... Ker je še vedno aktivno, zdaj samo skenslika najprej. Tako? Ja, to bi mogli. Tako. Pa je ten korak nazaj. Ne? Torej, Mode je zdaj Extend. In če zdaj povlečem in potrdim transformacijo, je premaknilo drevo, ampak je drevo prejšnjo pustil. Extend sem imel namest Move tukaj zgoraj. In je originalno drevo še vedno ostalo tam. In pa še novo. Kopiraš. Ja, ni tako enostavno, zato ker on še vedno začne primerjati piksle na ozadju, v katerega je prišel ta objekt in pa sam objekt. Ne? Aha, če ne bi dal move tisti ukaz, samo za premikati. Zgoraj v meniju imaš Move. Jaz sem jih naredila cel drevored. Ja, odlično. Super. Evo, lahko Lipici izdaš račun, da si jim drevesa posadila, tako. Kjer je pa ta doma? Ok, imamo naslednjo plast. Grem select, deselect. Naslednjo plast? Samo izklopiš trenutno plast. Se pravi, tu je samo za premike. Zakaj se meni ta Tako. drevešček, pa že prej sem je na naslednjo, se vem, da ga lahko... Ker imaš aktivno selekcijo, ne? Selekcija še vedno ostane aktivna, ne glede na to, ti izklapljaš plasti ali ne? Tako da greš pač Ctrl-D oziroma pač Select, Deselect, tako da se vse... Content Aware Move Tool, se pravi premik, orodje za premik, ki gleda na vsebino dokumenta. Te pa tule potrdiš recimo to. Katero stvar? Recimo meni se trlo, da tukaj ne. Aha, skoraj dela vsakič tretjič. Pardon. Smo? Lidija? Ja, seveda, Okej. sem še živarno. Opala! Nekaj dopan. Tale gravitacija. Jao. Evo nas. Pingvinčič. Okluškan. Ok, zdaj, a se še spomnite, kakšna je bližnjica na tipkovnici za Free Transform Tool? Ctrl-T. Zdaj imamo tole plast izbrano in gremo v Free Transform. Ali skozi Edit Free Transform ali pa Ctrl-T. Ne? In takoj dobimo okoli te plasti 8 kontrolnih točk. Smo? In če začnem jaz pomanjševati ta dokument z tipko Shift, lahko vidimo, da se ta dokument normalno pomanjšuje in povečuje. Nič posebnega, kaj ne? Pritisnem zdaj tipko Escape, da se vrnem nazaj. In zdaj bomo šli v meni Edit in izbrali Content Aware Scale Tool. V meniju Edit, Content Aware Scale. In če zdaj začnem recimo pomanjševati ta dokument iz višine, glejte, kaj se dogaja z samim dokumentom. Glejte recimo velikost teh pingvinov. Glejte ozadje. Ne? On začne, glede na vsebino dokumenta, poskuša nekako ohranjati določene stvari
približno take, kakor so. Ne? So malo stisnjeni, ampak bolj kot ne. Tako, ne. Enako je, če ga recimo začnem zdaj stiskati iz desne. Ne? Zelo malo je zdeformiran sam pingvin. Ne? Tako, ne. On bo poskusil neke objekte ohranjati približno take, kot so na samem dokumentu. Torej, v taki situaciji pač, ne vem, lahko zelo hitro skrčimo sliko, ne da bi rabili deformirati neke stvari. Ne. Enako tudi v tejle plasti, ki je spodaj, če gremo na tejle plasti v Edit in pa Content Aware Scale in jo začnemo stiskati po višini, ne, tle bo pa on začel recimo črni del krajšati, ne, in velikost ljudi ohranja skoraj da enako. Ne, tudi če ga začnem recimo iz desne, ne, lahko recimo vidimo tele 3 ljudi, da se začnejo približevati eden drugemu, ne da bi se tole kakorkoli deformiralo. In iz vsake strani gre za drugačno transformacijo. Če grem krčiti iz leve, ne. Enako. Poskuša ohraniti objekte, ki jih je našel noter, kolikor jih še lahko. Ne? Če začneš, lahko greš recimo v Free Transform, si malenkost pomanjšaš, potem greš pa za Content Aware Scale povečevati širino. Oziroma lahko bi, naprimer, si s Canvas Size povečala dokument, ne? In potem šla za Content Aware. Za Canvas Size, Image, Canvas Size. Potem dejansko se vidi. Tako, ne, povečaš v bistvu delovno površino dokumenta in potem pa lahko greš povečevati za Content Aware okoljem. Zdaj, eno zadnjo orodje, preden gremo na naslednjo. To naš bivši FD. Ne, ni. Zdaj, kako... Ja. Zdaj, kako znamo izbirati barvo v dokumentu? Poznamo, za klepetko ali pod zgoraj, da skočiš. Recimo, kako recimo, da bi označili barvo v dokumentu, ne da izberemo barvo v Color Pickerju, ampak da bi recimo to zeleno plast označili. Z lasu orodjem lahko ti okoli nečesa obrišeš, ne? Ampak da bi recimo ti želela označiti to zeleno barvo. Se še spomnite tegale? Magic Wand je eno, Quick Selection, ki je spodaj pod Magic Wandom, je drugo. Obstaja pa še eno tretje orodje, ki ga še nismo vzeli, in sicer se imenuje Color Range. V meniju Select imamo Color Range. Menu Select, Color Range. To je orodje za označiti barvo. Označevanje barve, tako. Ne? Zdaj, imamo vsi samo toliko, da pogledamo, a imamo vsi tukaj od spodaj Selection Preview
black matte. Če nimamo, select color range. Meni select, select color range. Okay. Imaš od spodaj black matte, tole čisto od spodaj. Ja? Okay. Zdaj pa približno se spomnimo, da je tukaj vse okoli zeleno ozadje in kamorkoli na to zeleno ozadje dajte klikniti z miško. Nekaj se bo zgodilo, nek del tega zelenega ozadja bo označen. Ne? Tukaj ne gre za absolutno označitev, ampak gre za cel del, ne? Od najmočnejše 100% označene do vedno manj. Ne? In tukaj v zgornjem sliderju Fuzziness lahko izberemo, koliko zelo bo on izbral to barvo. Ne? Čakaj, ti imaš nek selection, imaš aktiven. Select, color range, evo ga. Neko selekcijo si imela aktivno še odprej. Se pravi, v trenutku, ko kliknemo enkrat v dokument za kapalko, ne, ki je avtomatsko aktivna v dialogu color range, lahko izberemo eno barvo. In to barvo bo on izbral potem v celem dokumentu in šel še naprej. Koliko naprej je odvisno od tegale. Ne? In zdaj, meni to ni dovolj. Ne? Ni mi dovolj, ker je tukaj ga izmanjkalo, tukaj ga izmanjkalo. Zdaj lahko bi potegnil tole še naprej, še naprej, še naprej, še naprej, ampak ne pridemo do konca. Ne? Zato imam tukaj le 3 konce. Druga po vrsti je dodajanje barve. Se pravi, lahko naredimo več kot en sam izbor barve. In grem lahko enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, šestkrat, ne? 7krat. Poglejte tole, ne? Tukaj jaz imam izbrano selection, če mogoče kdo nima, ne? Lahko vidimo belo kot popolnoma izbrano in tole, kar je črno, ni izbrano, ne? Zdaj imam jaz recimo Fuzziness že preveč, ne? In se bom začel vračati. In sem tukaj ugotovil, da imam še malenkost črne, tako da bom še izbral, ne? In zdaj smo dobili že kar uporaben rezultat, ne? Dobili smo popolno izbiro ozadja in pa malenkost izbire teh vrat, ki jih lahko potem tudi kasneje označimo, ne? Se pravi, nekaj malega pač bo vedno ostalo in to pač kasneje, recimo, ko bomo prišli do mask, lahko zelo enostavno nekaj še malo dodamo ali pa še malo odstranimo iz same selekcije. Če na minus kapalko, ali da na minus kapalko? Ja, veš kaj, zdaj, tukaj v samem okvirju je malenkost zelene barve, ne? Tako da jo bo on vedno malo bo izbral. Ne? Tudi recimo, če želiš recimo izbrati človeka z rdečimi lasmi, bo malo izbral kože, zaradi tega, ker ima tudi koža rdečo barvo. Ne? Tako da tukaj gre vedno pač, koliko greš lahko najbližje temu in potem greš še s kakšnim drugim orodjem zraven. Ne? In če zdaj grem, ne? Imam izbrano to zeleno barvo kot selekcija. In lahko naredim karkoli zdaj s tem. Ne? Lahko bi šli recimo za hec v... Kako? Samo sem kliknil. Lahko bi šel zdaj recimo v Image Adjustments, kar bomo čez nekaj minut naredili, se pravi meni Image Adjustments in pa Hue Saturation in bi lahko recimo zamenjal barvo temule Hue, Image Adjustments, Hue and Saturation. Če mi vzameš še kljuko in devra? Zdaj malenkost, gledaš lahko, Mojca? Nisi izbrala celega ozadja, ne? Tako da zdaj lahko ponoviš, ne? Pojdi select, pa pojdi še enkrat select, color range.
Ja. Tako, ne? Zdaj, tukaj lahko vidiš, recimo, da ti na levi strani zgoraj še manjka in tukaj le spodaj ti še manjka. Ne? Tako da je plusek, pa da je še malo dodatno. Zdaj ti imaš blazno močen fuzziness, tako da ti predlagam, da ga malenko znižaš, zato da boš imela bolj tako, ne? Še tukaj dodaj. Ne? Evo, ne? Zdaj se je že dobila malo vrat, tako da je še nižji fuzziness. Ne? Tako, ne? Zdaj pa imaš tukaj le še za dodati, vidiš? Ja? Tako, ne? Se lahko tudi klikneš tukaj le direktno na ikoni. Tako. Ja? Pa da je v redu. Ja? In zdaj pa idi v image, adjustments. To znamo še kar brati, Dragan. Ampak v resnici niso adjustment, reči smalek, zeleno, več kot bomo govorili, recimo, če daš pa. Veliko teh orodij za izbiro pač so zelo dobra, niso pa popolna. Ne? Tako da tukaj bi lahko šli v Refine Edge, ampak do te točke še nismo prišli. Lahko bi recimo tudi odstranjevala, lahko bi šla v Marquee Tool, že kar takoj, ne? In šla z minuskom, pa narisala tlele takoj kvadratek in bi to vse odmaknili. Ne? Naprimer, ne? Če grem jaz zdaj cancel, da zdaj to naredimo. Samo trenutek. Se pravi, jaz sem šel zdaj cancel, pa grem zdaj le tukaj le malo bolj noter. Ne? Jaz imam zdaj aktivno selekcijo, vidiš? Ja? Bom šel v Marquee Tool. Ja? In bom zdaj šel v tretjo ikonco po vrsti, da me ne bo treba držati tipke Alt. Ne? In bom zdaj samo povlekel kvadratek. Ne? Opsala. Samo povlekel bom kvadratek, da se zaključi približno v krilu vrat. Ne? In je odstranilo tiste piksle, ki so bili v levem kotu, ne? Ki so pač malenkost zelenkasti zaradi tega, ker je zelen zid in se pač barva odbija. Ne? Torej, zdaj imamo tretja po vrsti. Ne, tukaj, ko imaš ta... Tretja po vrsti. Tega, rectangular. Ja. Aha, Pa tretja po vrsti. Tako, ne? In preprosto odstraniš iz aktivne selekcije to tvojo novo izbiro. Ne? In če bi šel zdajle v Image, Adjustments in pa Hue and Saturation, lahko zdaj spet zamenjam, ne, barvo temu zidu. Oziroma lahko bi ga posvetlil, lahko bi pač nekaj narisal gor. Ne? Veš, kaj pa meni naredil? Jaz, ko sem to naredila, Kaj se to zamenja zdaj barvo? ta kvadrat, ne? Se šlo v barvo, glej, kaj meni naredil. A to je v redu? Ja, zato, ker pač imaš ta kvadrat, ne? Aha. Tudi aktiven poleg vsega ostalega. Ne? Okay. Začnemo, kaj bo tako stalo? Ja. Prepleskat bo šlo. Ja. Ne? Zdaj, zato, ker imam aktivno selekcijo, ne, lahko počnem tudi kaj drugega. Ne? Lahko grem recimo zdajle v čopič in grem risati čez. Ne? In zato, ker imam izbran samo zid, ne, se nič ne bo zgodilo z vratnim krilom. Ne? Rešil pa čez izbran. Ker imaš izbrano še kaj drugega. To ne rišem jaz zdaj, če pa ne. Ja, v krogu, da mi še recimo mi gre čez. Ja, jaz pa imaš Ja, ti imaš pa zdaj tukaj le fender, tole boš pa mogli dati na nulo. Tako, nič, pa daj par korakov nazaj zdaj. Tukaj le imaš history, pa par korakov nazaj. Kako zdaj izberem nekaj? Še enkrat. Pa začni klik. Tok, da nimaš, ne, Če hočem zdaj risati, kako zdaj izberem? samo zapri najprej Hue and Saturation, lahko daš tudi ok, tok, da pač potrediš to izbiro, ne. In zdaj lahko se preprosto rišeš čez, ne. Ja. Ja, in zato, ker imaš aktivno selekcijo, lahko se nič ne bo zgodilo z vratnim krilom, ne. Kako si ti to počačkal? Zdaj, zato, ker imam barvno selekcijo, samo izberem tukaj le čopič, ne,
In začnem risati, ne? Kiga. Daš ok. Izpereš čopič. Navaden čopič zdaj drži. Čakaj, tlele ga imaš tega. Ok, pa začne risati, ne? In peče zvrta. Ne, veš. Kako pa je to potrdil? Enter, ali enter. Enter. Tako. Če bi pa hotela preleti fototapeta, To bomo pa naredili takrat, ko bomo prišli do mask. Do tega bomo pa takrat prišli. Po mojem boš poslušati še enkrat. Image adjustments bomo prišli, ko bomo šli čez bridge, tako da nič bati. Do tega bomo še prišli, do teh barvnih sprememb.